Tea Lumina. Je ona zgolj ena zlobna čarovnica iz gozda, ki se skriva za belo preobleko, ali je ona morda boginja podzemnega sveta? No, to bomo odkrili danes, ko se povežem z njeno energijo in vstopim v njen energijski svet, ter ga razkažem tudi tebi. Zdaj, preden začnemo, kdo je sploh Tea Lumina? Um, Tea Lumina je moje umetniško ime, ne, sklepam. Mislim, dejansko je tudi moje umetniško ime, ampak ona je tudi nek moj alter ego ali pa moj višji jaz, oziroma jaz temu rada rečem višja energija oziroma moja avtentična energija. Zdaj, seveda, jaz sem z njo povezana večino časa, ker nekako delam, v bistvu vse to delo poteka preko njene energije. Ampak ona se je v zadnjem času, oziroma moja energija, se je v zadnjem času zelo razvila, in v mnogih pogledih napredovala. Namreč, jaz tako vedno rečem, ne, da življenje je večno učenje in pod to spada tudi to, da nikoli v življenju mi ne moremo zares doseči neke 100-odstotne avtentičnosti ali pa, da bi premagali vse blokade, vse vzorce, vse travme. To je praktično nemogoče. Zakaj? Zato, ker jaz vidim življenje kot neke take, kot v bistvu, kot šolo, kot razrede. In zdaj, ti imaš v bistvu neke svoje vzorce, neke svoje blokade, neke svoje negativne prepričanja, kakorkoli, in z delom na sebi, ko to premagaš, ko to osvojiš, greš v nov level. In tle si zdaj seveda ti cel jakine, ker zdaj si premagal to blokado, pa uno blokado, pa si rado bolj pogumen, pa bolj drzen. Ampak na tem drugem nivoju se pojavijo težji izzivi in prej ali slej spet naletiš na isti vzorec, isto travmo, isto blokado, isto negativno prepričanje, ampak tokrat je bolj prebrisano, bolj zvito, bolj zakrito. Tako se ljudje v bistvu vedno vrtimo v nekih takih istih krogih oziroma istih vzorcih in to moramo konstantno premagovati. In zato tudi avtentičnosti ne moreš ti osvojiti 100% nikoli, ker ko ti že rataš avtentičen in rečeš, wow, zdaj sem pa jaz avtentična, zdaj pa si jaz upam, ti začneš z nekim novim projektom ali pa novim pristopom ali pa novim načinom razmišljanja, novim načinom življenja in se ti dobesedno v življenju odpre neko novo obzorje, neko novo okolje, novi izzivi in spet tle pridejo taki izzivi, ki bodo testirali. Torej, prideš v novo obzorje in tle imaš spet neke nove izzive, ki preizkušajo tvojo avtentičnost, ne, in v bistvu priti do tiste 100% avtentičnosti je v resnici zelo težko, pa tudi ne moreš ti vedno živeti te 100% avtentičnosti, ker je to v veliki večini zelo naporno. V bistvu je skoraj isto naporno, kot živeti z lažno masko, ampak to je tisti nek, kako bi rekli temu, dvojna merila, po katerih vedno vsi nekako plujemo in v bistvu se zadržujemo, si damo to svojo masko, se bremzamo, nekako hočemo bolj tako, pač pristopamo bolj v nekih normah, kar je normalno, kar vemo, da bodo drugi sprejeli. Ampak tudi to je težko, ne? Tudi to je prilagajanje je težko, dosti lažje biti avtentičen, ampak po drugi strani, če si pa avtentičen, pa boš dobil ful tega backsplasha, ne? Se pravi, ful upornikov, ful v bistvu, ne upornikov, ampak sovražnikov, tistih sovražnikov, ki ne marajo ljudi, ki so avtentični. Zakaj ne? Zakaj jih ne marajo? Zato, ker oni imajo svojo avtentičnost tako zelo nekje daleč, tako zelo je zablokirano zaradi vseh teh njihovih prepričanj in blokad, da je niti ne morejo zavohati, kaj šele, da bi stopili v to svojo avtentičnost. In seveda posledično take ljudi potem tudi radi obsojajo. In ja, v bistvu biti popolnoma avtentičen je lahko tudi naporno, kar recimo zdaj ta podcast Gola Slovenija, ne, koliko jaz dobim enega hejta na Facebooku, to je noro, ampak okej, jaz sem se navadila na to gledati iz nekega humorja in dobesedno z njimi komuniciram, se z njimi zafrkavam, včasih se delam norca iz njih, včasih jim zabrusim kakšno nazaj, ne, pač I don't give a fuck. In glih sem zdaj pred kratkim
zasledila ena ženska nekaj govorila in je rekla, da če je nekdo nespoštljiv do tebe, ti nimaš nikakršne dolžnosti, da bi mogel biti ti nazaj do njega spoštljiv. In to je zdaj spet tisto, ne, kontradiktorno. Jaz že tle čutim ene energije. Kaj je najboljše, da smo pol smeti, pa da se vsi med sabo kregamo. Pa ne gre se za to, ampak če ti nekdo reče, da si ti retardirana kuzla, mu ti komot, brez zadržkov mu lahko rečeš, da je on retardiran idiot. In tle ne rabiš se počutiti krivo, in ne rabiš se pa niti držati te, recimo, jeze, če te prizadene v sebi, ampak mu imaš pravico povedati nazaj točno to, kar si zasluži. In to bi mogli delati vsi. Zakaj? Zato, ker če bi tako tem nesramnim ljudem zabrusili nazaj grde stvari, bi te ljudje, če bi to počeli vsi, bi te ljudje nehali govoriti grde stvari, ker bi ugotovili, da z grdimi besedami dobijo drek nazaj. Tako pa dobijo kaj? Te pridne dušice, ne, te svetniki, duhovni, oni rečejo, ne si mazati rok, ne si mazati obraza, pusti, spusti, ne biti tak, ne se spustiti na njihov nivo, nikakor. In potem pač ponavadi še kakšni, ko berem kakšne komentarje o tekstu, še tako, kot da hočejo biti, pristopijo terapevtsko do njih, ne, kot zakaj tako misliš, zazri se vase, odkot izvira ta bolečina. Oni se temu smejejo, njim je to smešno, pač oni ne vejo, da so oni glupi, retardirani idioti, ampak če ti to njemu rečeš v faco in če bi tako govorili vsi, ja, pol bi pa se ta človek že malo zamislil, ker ko bi on dobival vse to nazaj, bi se malo zamislil, a si jaz to želim dobivati nazaj ali ne. In če bi bil njegov odgovor ne, bi se tudi zamislil nad tem, kaj drugim piše in kaj drugim govori. Okay? Torej, zakaj danes govorimo o tej Lumina? Zaradi dveh stvari. Prva stvar je ta, da včeraj, ko sem šla spat, me prešine v bistvu njena energija in nekako sem začutila, jaz v bistvu nisem je še raziskala take, ne, kot jo vidimo tle na sliki. To sliko sem objavila na Facebooku, in dolgo časa sem v bistvu z umetno inteligenco iskala uniformo zase, kot uniformo sodobne čarovnice, in provala sem vse živo, ne vem kaj vse. In mu jaz napišem, pač dala sem mu svojo sliko in sem napisala, naredi me v takih in takih oblekah, pred tako in tako, v takem in takem okolju, ne. In vse, kar je naredil, ni rezoniralo z mano, pol pa sem v bistvu tle zapisana zgodba pri tej sliki, kaj je fora. In takrat sem napisala ChatGPT-ju v bistvu to zgodbo in sem rekla, naj na podlagi tega naredi neko pač neki, in je naredil to, in ko sem videla to, sem rekla, ja, to pa že diši po tej Lumina. Ona je taka zajebana prasica. Ne, se drugače je ful v redu. V glavnem, ona pač nekako sem to dobila idejo in sem rekla, wow, to je zanimivo. Potem pa danes sem dobila še eno potrditev, tako zanimivo. In sicer, to je drugi razlog, ampak zgodili so se dve stvari in ena je, da sem dobila obvestilo, da sem na YouTubu Gola Slovenija dobila oziroma dosegla 100 naročnikov. Jej! Hvala. In drugo obvestilo, ki sem ga dobila, pa je bilo, da sem na Facebooku dosegla 2000 sledilcev. Jej! Hvala. Torej, v roku 24 urah sem na 2 kanalih dosegla en tak velik mejnik, eno tako lepo okroglo cifro. In to se mi je zdela taka zanimiva, ta milestone, mejnik, zanimiv mejnik, ki bi ga lahko proslavili tako, da raziskujemo teo Lumino. Ker tudi jaz je še glih dobro ne poznam, ker midve smo tako malček skregane, ne. Pač ona mi nonstop nekaj teži, pa nonstop ima neke zahteve nemogoče in pol pač jaz to malo po svoje obrnem. Ne, mislim, ja. V glavnem tea Lumina, ja, ona je taka, pač ona je
tako bom rekla, ne. V tej objavi, ker je ta slika, jaz pišem, da jaz nisem svetnica in nisem niti angel in nisem nič od tega. Ampak zakaj sem to napisala? Zato, ker ljudje imajo popolnoma napačne predstave o tem, kaj so to angeli, kaj je to hudič in kaj je to Bog. Zdaj, ok, lahko rečemo, da imam tudi jaz napačne predstave, ok, v redu, ampak pač te predstave, ki jih imajo drugi, meni niso nikakor logične, nikakor smiselne in so mi totalno skregane s tem, kar jaz vem in čutim glede energij, glede naših vzorcev obnašanja in vsega tega. Ne vem, če bi šla v to, ali pa pejmo, zakaj pa ne? Ker to itak, to govorite Alumina, ne jaz, ok? Jaz ne nič s tem, jaz sem Teja Bažon, tle živim, delam neki, matram se, trudim, da bi, ne vem, nekaj dosegla v lifeu, da bi pustila nek pečat, in to je to. Vse drugo, pa ima ta tle prste vmes, tako da, če lahko ulovite, vsaka čast. Ne, kar nekaj govorim. V glavnem, hočem biti zabavna, pa ne vem, če mi glih uspeva. V glavnem, angeli ne. Večina ljudi misli, da angeli so neka srčna, čuteča, nežna bitja, ki te objamejo, kadar ti je hudo, ki ti dajo spodbudo, ki ti obrišejo solzo, ki te, ne vem, napolnijo s pozitivno energijo. In to je ena sama taka ljubezen in sama mehkoba in ne vem, kaj še vse. Kurac. Angeli so vse prej kot to. Angeli so, če pogledamo nadangela Mihaela, ne, on je bojevnik, on ima meč. In večina angelov je direkt takih, ne, pravih angelov. Ja, imamo tudi tiste angelčke, ko sem jih prej opisala, ampak to je nekaj drugega, bom povedala kaj. Ampak nadangel Mihael, recimo, ima običajno, je narisan z mečem in angeli so prinašalci resnice. Resnica je vedno neprijetna. Vedno je neprijetna. Zakaj? Zato, ker mi vsi lažje živimo v lažeh. Laži so nam bolj blizu, ker zahtevajo manj skokov cone iz udobja, zahtevajo manj napora, zahtevajo manj poguma. Enostavno je lažje živeti v laži, kot pa se soočiti z resnico. In angel prinese resnico. Angel ni nekdo, ki je sočuten. Angel je nekdo, ki reče, dajmo, ajde, zjokaj se, dej to ven, v redu je, dej ven ta čustva iz sebe, ampak pol gremo naprej. Kaj je bilo, kje je, kaj te boli, zakaj tako čutiš, zakaj to, pač angel je tak, angel te poriva naprej. On te konstantno poriva s tem mečem naprej, in če preveč zabredeš, te tudi s tem mečem ostro useka. Z resnico, ne, pač ne da te zares. Mislim, logično. Ok, zdaj pa če gremo na tiste angele, to so v bistvu hudiči preoblečeni v angele. Tiste angelčki, ne, ki sem jih prej opisovala, ta cute, lušna bita, sama ljubezen. To so hudiči preoblečeni v angele. In kdo je pravi hudič? Hudič pa je tisti, ki ti reče, oziroma to je tudi hudič preoblečen v angela, je tisti, ki ti reče, ma ne hodi tja, ma ne delaj tega, ne delaj si sramote, dej, lepo se obnašaj, saj tukaj ti je v redu, tukaj, ti bom dala obliž na ranico. Ja, boga ti, revica, boga, tebi pa je tako hudo, ja, dej, da te potolažim, ma seveda ti, pusti une, pač to je hudič, ok? In zdaj, bolj kot je pocukran, bolj je oblečen v angela, bolj kot je tak nesramen, bolj je pač hudič, ok? In isto je Bog je podobno kot, vidiš, še to, da povem, včeraj, ko sem pol se s to Tejo Lumina tako, kao, ja, da bomo danes snemali, nekako se je pojavila nekje neka misel, ki sem jo pol raziskovala in v bistvu se gre tako. Hudiča ne moreš premagati, če si Bog. Če bi Bog lahko premagal hudiča, bi to že naredil. In kaj to pomeni?
To je glih to, ker kot sem pisala v tej objavi, ko, ne vem, mi ljudje rečejo, da ne vem, sem dobila kdaj kakšen očitek, kako lahko govorim take besede, če se ukvarjam z duhovnostjo, in iz tega potem se nekako razvija, da pol me imajo ljudje za svetnico, ne, in svetnik je nekdo, ki je povezan z Bogom. In svetnik naj bi bil nekdo, ki premaga hudiča, ampak ne moreš. Če si ti svetnik, ti hudiča ne moreš premagati, ker nimaš pojma, kaj je to sploh hudič, ker nisi bil nikoli tam. Hudiča lahko premaga samo hudič. Hudič, ki ve, ki je v bistvu vpleten v oba pola, ker Bog je v bistvu hudič in angel eno, skupaj. Tako jaz to vidim in to je pač zame resnica. Ni tako, da je na eni strani Bog in spodaj hudič, ampak je v bistvu Bog je hudič in angel v enem. In ti, če se imaš za nekega svetnika in se predstavljaš kot nek svetnik, kot neka svetnica, jaz sem pa razsvetljena, pa jaz sem nežna, čista duša, jaz sem, ne vem, brez grehov, jaz in sploh in pač na tak način, pač če ti prideš pred hudičevo energijo, se pravi pred neko energijo, ki je hudičeva, pač taka oseba se usere, dobesedno. Pač hudič je nekdo, mislim, to se tako, pač hudič ni tako neka oseba, ampak recimo, kadar grem jaz na te energijske nivoje, tam lahko srečam kakšne hudiče. In hudiči so tudi recimo te negativni komentarji, ampak kako se z njimi najlažje spopadaš? Humor, da se delaš norca iz njih. In nek svetnik se tega ne bo šel, zato ker on je sveta duša, on vljubi vse v sebe, zato ker v vsaki osebi je nekaj dobrega. Čisto vsi imajo in vsi te negativni komentarji, to so zgolj ranjene duše. Njim je treba pomagati, dajo ti ljubezen. To sem jaz dobila enkrat na svet. Večkrat v bistvu, takrat, ko se je začel ta moj napad, ko se je v bistvu sem govorila o neki svoji tematiki in sem doživela ful hud napad negativne energije in sem dobila od par ljudi na svetu, naj tem ljudem raje pošljem ljubezen. Ljubezen, pazi to, tem retardiranim idiotom pod komentarji, da jaz pošiljam svojo ljubezen. Ma kaj smo nori? Ne. Dobesedno jih lahko premagaš samo tako, da tudi ti si hudič, ne? Da mu poveš v faco to, kar mu gre, ali pa da se delaš norca iz njega, ali pa da se delaš glupega pred njim, da mu daješ neka glupa vprašanja. Na primer, ne vem, če mi napiše nekdo, ti rabiš psihiatra, mu napišem, ne vem, recimo, a imaš kakšen kontakt, a mi daš kontakt od tvojega, recimo, ne vem, tako. Pač da se delaš norca iz tega folka. Ignoriranje pri meni nikoli ni opcija, to pa je nekaj, kar jaz ne prenesem. In te alumina pa še manj, oh my god. Če greš na ignoranco pri meni, rajši ne. Ker se ne bo dobro končalo. Se še nikoli ni, nobenemu. Mislim, kaj to pomeni? To pomeni, da pač itak ljudje se vračamo v življenje drugih ljudi, ne. In zdaj ti pa nekomu pač ignoriraš ga, ne, ker se nočeš soočiti z nekimi resnicami ali pa nočeš se pogovoriti in odpreti svojih čustev in ponavadi so to moški, tisti, ki so najbolj tako, ali pa tudi ženske, ki so bolj v moški energiji, ko so s tabo v odnosu, kakršnemkoli romantičnem, prijateljskem. Sem zgubila misel. Vidiš, Teja je lumina se ugasnila tle, ekran se ugasnil in še moja misel je zapustila obzorje. Joj, pozabila sem pogledati, koliko je bila ura, ko sem to začela snemati, da bi vedela, koliko imamo še. Ampak dobro, okej, glej, Teja lumina ima ziher dosti za povedati. Evo, vidiš, to je bila zdaj ona. To je bila prav njena energija. Direkt ta gib, tako, jaz se dostikrat opazujem, mislim, dostikrat, jaz rada svoje videe večkrat pogledam, pač ne vseh, ampak one, kjer sem bolj tako mislim, ja, in ful opazujem svojo telesno govorico, obrazno mimiko in vse to in probam razbrati še kaj, ne. Probam razbrati kakšne stvari in tako v nekaterih videih se prav vidi, kako prav preklopim v drugo energijo, mi je ful zanimivo. V glavnem. Teja lumina, ona, jaz sem nekako pač danes, ko sem razmišljala zdaj popoldne o tem, zdaj že počasi se noči,
je večer. Ampak ko sem jaz popoldne razmišljala o vsem tem, kaj bi danes sploh govorila, oziroma kako naj se povežem z njeno energijo, ker če se jaz zdaj povežem z njeno energijo, vidim samo belo, pač ni. Ona je tam s temi njenimi krili in to belo obleko, ampak je v neki megli, ne. Pa taka vzvišena je. Pač prav tle na te slike je kar cute, ajde. Naj bo. Aha, ja, in sem gotovila glih to, ne, pač Tia Lumina, moja avtentična energija je tako zelo zajebana. Tako. Pač ona je taka, ne, ona, recimo moja osebna energija, jaz nosim masko pridne punčke, ne, in to imam problem že od srednje šole s to pridno punčko, kurčevo, ki bi se rada rešila. Recimo eden od teh korakov, ko sem se hotela rešiti te svoje identitete, oziroma te lažne identitete, te maske, je bila recimo to, ko sem se pobrila na nulo. Recimo v srednji šoli sem začela kar naenkrat nositi mrtvaške glave, pa je rekla psihiatrinja oziroma ta učiteljica psihologije, da me je začela spraševati med šolsko uro, če je kaj v redu, če se mi je kaj zgodilo, če imam kakšno travmo. Tako, mislim, v glavnem, pač vedno iščem neke načine, kako se jaz prebiti ven iz tega, ne, ker jaz sem preveč sočutna, ne, meni se ljudje preveč pol smilijo, tako, če sem jaz preveč avtentična. In vidiš, jaz sem prej že snemala ta video, ampak me je zmotil maček, pa pol se mi je začelo kruliti v želodcu, sem mogla iti nekaj jesti. In sem govorila glih o tem, da dokler se ti nekdo smili, mu ti sploh ne moreš pomagati, ne. In zdaj mi je se to prav razsvetlilo, evo, še tle kamera mi nekaj je razsvetlila obraz. Direkt to, ne, jaz sem ful taka nežna, ker nočem drugih ljudi prizadeti, ker pol se mi smilijo. Ampak zdaj vidim, kje je v bistvu problem, ker nekako jaz imam ful težavo s tem, da pritegnem tiste prave stranke, ne, prave kliente. Saj pridejo, imam čudovita sodelovanja z mnogo mojimi klienti, ampak še vedno prevladujejo taki, ko ni takih rezultatov, kot bi si jaz želela, ampak vem, da bi lahko bili, ker ljudje se ne odprejo, ne. Ko recimo naročijo pri meni vpogled, mogoče dobijo kakšne take stvari ven, s katerimi se v resnici niso še pripravljeni soočiti, in pristopili so do mene z neko idejo, da sem jaz svetnica, ne. In pol pa jim jaz začnem govoriti jim dajati nasvete, kako premagati neko čustvo, in so terorizirani. Mislim, če so terorizirani za take stvari, pol bog jim pomagaj, ampak ni to spet tako grozno, ne, to zdaj malček pretiravam, zato da bolj pride do izraza, kaj hočem povedati. Ampak recimo, kaj je tak nasvet, ne, in tega se ful ljudi ustraši, to mi je tako smešno. Vidiš, ta gib je tudi bil zdaj od Tea Lumina, če si slučajno gledala. Meni je smešno, oziroma kaj je ta moj nasvet, ne, ljudje rečejo: "Joj, Tea, ma mene je strah, da se bo zgodilo to in to, in tule imam jaz neki potlačen strah, jaz bi to rada premagala." In ponavadi je to recimo, dajmo reči, saj si bom nekaj izmislila, strah, da bom dobila odpoved v službi. In kako je ta strah najlažje premagati? Zelo preprosto. Tako, da se usedeš, si daš neko glasbo, zapreš oči in si predstavljaš, da greš v službo, in si predstavljaš, da pride šef do tebe, in si predstavljaš, da ti reče, ne vem: "Tea, žal mi je, ampak jaz te odpuščam, nočem te več videti tule, nimaš odpovednega roka, ne rabiš nič, samo pospravi vse, zapakiraj, pejdi in adijo." To si predstavljaš. In potem živiš to izkušnjo v mislih. Zdaj si predstavljaš, kako greš ti domov, kako si nesrečna, kako pridejo položnice, ne moreš jih plačati, stiska te, ne dobiš nobene službe, pač vživiš se v to misel. Zdaj ta primer je zdaj res tako malo butast, ne, ponavadi pridejo ljudje, ki imajo malo kakšen drugi strah, no. Ampak delaš po istem principu. Na primer, te je strah, da boš umrla. Ja, predstavljaj si, da umreš. Predstavljaj si, da umreš, ali pa te je strah prometne nesreče. Predstavljaj si, da imaš prometno nesrečo, da te razbije, da te strešči, da te splošči. Predstavljaj si pol, kako od gor prihajajo ambulanta, rešilci te vlečejo ven iz avta po kosih, te peljejo v Trugo, greš tam v krematorij, te zažgejo v pepel, predstavljaš si svoj pogreb, opazuješ, kako pridejo ljudje, zjokaš se vmes, ne, pač zares se zjokaš, ker ziher pridejo gor čustva.
In opazuješ potem 5 let naprej, kaj se bo dogajalo, kako bo tvoja družina živela zdaj, ko tebe več ni, te bodo pozabili, se bodo spomnili, kaj bodo imeli kot tvoj spomin in vse tako naprej. In se vživiš v to in potem toliko časa greš naprej po časovnici, dokler ne prideš do unega, da ti klikne v mislih in rečeš, ja, ok, pa se je vse kul, pa se bo vse v redu. In dosti krat, kadar narediš to vajo, najdeš tudi nek svoj potencial ali pa neko svojo skrito moč ali pa nek ključ, morda nek biserček, ki ga imaš, ki ga lahko ponudiš svetu. Do tega prideš vedno, ko greš v temo, ampak pol kaj ljudje, to mi tolikokrat ljudje rečejo in jaz bi jim takrat najrajši dobesedno dala eno klofuto, pa ne zato, ker bi jih udarila, ampak zato, da jih malo streznim. Halo? Kaj mi rečejo ljudje, ko jim dam tak nasvet? Pač pri meni to pomaga. Jaz to mislim, kadar naredim kaj takega, sicer jaz sem zdaj na takem nivoju, da mi je tako težko, pač pridejo kdaj izkušnje, ko me stiska ne vem, se mi dogaja ponavlja nek vzorec, konkretno eden in ne morem ga premagati nikakor in pol se vživim v ta občutek, ampak ta občutek je že toliko predelan, da v bistvu začneš z žalostjo, pol je žalost pa neka jeza. Potem naslednjič, ko to delaš, je v bistvu ugotoviš, da je bolj jeza pa ogorčenost. Pol greš še dol in je, ne vem, ogorčenost in gnus, in greš še globlje in tako. In pol, zdaj sem jaz tako globoko pri tem mojem vzorcu, da ko se vživim v ta občutek, ne znam ga sploh definirati, ne, in mi je ful težko recimo to predelati, ampak na vseh teh nivojih in na vseh drugih zadevah, kadarkoli sem predelovala kakšen strah, žalost ali pa kakšno drugo težko čustvo. Na primer enkrat me je bilo strah, kaj bi se zgodilo, če bi ostala brez vsega, ne. Brez vsega, brez denarja, brez družine, brez prijateljev, brez fucking vsega, sama na cesti. In tega me je bilo nekako strah in sem pač šla v to in sem si predstavljala, ok, ostaneš brez vsega, kaj boš pa zdaj? In sem si predstavljala, kako hodim po Sloveniji in najdem neko kmetijo neki in grem tja in jih prosim, če mi dajo prenočišče in kosilo v zameno za to, da jim jaz pomagam pri delu na kmetiji. In pol sem si predstavljala, kako sem se jaz vživela v to delo in kako so me tam sprejeli, pa sem molzla te krave, pa naučila sem se voziti traktor in vse, cel dan sem nekaj delala, zato sem dobila prenočišče in kosilo in pač oziroma obroke. No, in pol sem pa videla se, kako sem s tem lastnikom te kmetije, smo bili tam nekje v kleti njegovi, jedli smo te salame, pili vino in pol je prišel en sosed, pač jaz sem bila pol, sem se videla kot fant bolj, no, ker glih ženska, ki tako dela, pač to ni glih običajno. Sem sedela kot fant, ampak kakorkoli, ali pa ne vem, saj je vseeno, ali pa sem bila tam s tisto gospo, pa je prišla še ena gospa na obisk, pa pol sem jaz kao te karte neki ji metala, pa je bila ful navdušena in potem sem tako ugotovila, da moje poslanstvo ni dizajn, ampak je bolj ta del, tarot, energije in to. In takrat v bistvu ta vizija me je spodbudila, da sem šla na to pot odkrivanja energij. Torej sem našla ta svoj ključ. Kaj je moj ključ? Ni oblikovanje, ampak je bolj ta del. In oblikovanje, glej, mogoče bo prišlo čez par let spet bolj nekako v ospredje in ga bom lahko nekako združila z energijami in bom imela kakšno tako svojo unikatno obliko grafičnega oblikovanja. Torej, kadar greš v te negativne občutke, takrat najdeš kakšen ključ, biser. Recimo biser je nekaj, kar neko bolečino, tako kot pri školjki, ne, kako nastane biser. Tako da v školjko pride en zrno peska in školjko to žuli, zato ona začne pač nekaj proizvajati in oblagati ta kamen, da naredi kot neki polšter, ne, da jo ne žuli, ampak da je kot neki tak polšterček. Se pravi, iz neke ovire v bistvu ustvariš neko vrednost, torej nekaj, kar je bila tvoja ovira, nekaj, kar te je žulilo v življenju, to spremeniš, ugotoviš, da to, kar te je žulilo, je v bistvu iz tega nastal biser, nekaj, kar lahko ponudiš svetu. Na primer, napišeš knjigo, ne, in je ta knjiga tvoj biser. Ključ je nekaj, kar ti odpre torej novo pot. Kaj še lahko najdeš? Ne vem, zaklad lahko najdeš, zaklad je neki tvoj potencial. Čakaj, tema je, jaz moram iti poklicati mojega mačka. V bistvu sploh še ni taka tema, samo izgleda tule, ker imam toliko luči.
Pa ni še prišel domov. Skratka, um, z negativnimi energijami, mislim, s temi težkimi občutki se je fajn soočiti in to je vedno moj predlog. Uh, ampak ja, ljudje se bojijo, da se bo pol to uresničilo, če si bodo to predstavljali. Ampak dej pomisli malček bolj realno, dej spusti se na realna tla. Če bi bilo to res tako enostavno, da se tako hitro uresničijo stvari, pa bi bili vsi milijonarji, ker bi si samo predstavljal, da si milijonar in hopa, evo, milijončki bi leteli. In tako kot to ne deluje niti to, če si ti predstavljaš negativna čustva in negativne situacije, je težko. Ja, je težko. Je čustveno, pridejo gor na površje, jok, teža, čustva, ampak moraš iti čez to. Če ne greš čez to, ti sploh ne moreš ozdraviti nikoli svoje rane. Ne moreš. Pač jaz nisem našla v življenju načina, ki bi bil bolj prijazen. Predstavljaj si dejansko rano na, porežeš, evo, jaz sem se porezala na prst, ne, do živca. Živc sem si prerezala na 4/5. Ali malček se še držal skupaj. In sem šla k kirurgu in kaj je bilo? On mi je dal injekcijo, anestezijo mi je dal v prst. In to boli kot prasica. Kot prasica boli, res tako boli ta injekcija. In jaz imam toleranco za bolečino izjemno visoko. Jaz res lahko trpim zelo hudo bolečino, meni sploh to ni tak problem. Ampak ta injekcija je. In to je isto. Ta injekcija anestezije je glih to, da se s tem soočiš. In ko to premagaš, pol je vse easy. In kadar ti to premagaš, pol omrtvičiš to bolečino, ne omrtvičiš, jo pač predelaš in se ti lahko rana lepo zaceli. Le kako lepo mi je ta kirurg zašil to rano, sploh se ne opazi brazgotine. Če pogledaš ta prst, pač to je slaba kamera, ne. Mogoče bi tle še dodala, sicer bom naredila še enkrat en video, kjer bom odgovarjala na vprašanja. Ampak zakaj je taka slaba resolucija? Enostavno zato, da mi je lažje, ker jaz sem sama v tem projektu trenutno, in meni se ne da teh gromozanskih klobas prenašati in dajati na internet in obdelovati in vse to. Pač to je tako na easy, to je 5 minut in je rešeno, ker je taka slaba resolucija. Mi pa je ful smešno gledati analitiko, ker vidim, da dosti ljudi gleda moje videe na televiziji, in seveda gledajo jih na Smart TV. In Smart TV so vse 4K, 8K, in pol pa pridem jaz s tem 600 pikslov videom. Tako, hecen občutek. Ampak glej, enkrat, ko bo to malo bolj razvito, ko bom lahko si privoščila neko ekipo, ko bo ta projekt monetiziran in bo dejansko prihajal s tem nek denar, da bom lahko ta denar vlagala nazaj v kvaliteto, ja, takrat bo pač tudi resolucija malo boljša in vse to, ker bodo drugi delali ta težka dela. Okej? Tako da ja, ne bo se ti uresničilo, če si to predstavljaš ravno obratno. Če greš do konca, do tistega klika, ko ti klikne, kot prvo v tem procesu boš sprostila ogromno enih bolečin iz sebe, jok bo prišel na površje. Recimo, jaz, ko sem si predstavljala svojo smrt, pač itak jočeš, hudo ti je za starše, ki te bodo pogrešali, za partnerja, za otroke, za karkoli. Recimo, jaz pomislim, če bi umrla, a bi me mački pogrešali in kako bi oni vedeli, da mene več ni in mi prav mi pride. Ampak ja, glih to je point, da grejo te solze ven, da gre žalost ven. To mora iti ven, ne moreš tega držati v telesu in potem dati ta pozitivni balonček in upati, da bo vse v redu. Malo morgen, to je samo še slabše, tisti strah, žalost, to so vse kuha notri, plesni in te razjeda od znotraj, ne. In pol se ljudje čudijo, zakaj imajo neke razne bolezni. A si se kdaj soočil s težkimi čustvi? Pa ne pravim, da če se soočiš s težkimi čustvi, da se izogneš vsem boleznim, pač pridejo včasih bolezni kot darilo, kot neka usmeritev, da odkriješ nekaj novega o sebi, ampak veš, tako ko sem jaz v flowu, jaz kar blebetam in pol čisto izklopim razum, ne, jaz sem govorim, pač to sem v energiji te lumina, ne, oziroma svojega višjega jaza, kakorkoli, jaz govorim in pol se mi vklopi razum, kot, čakaj, kaj sem že povedala, o čem govorim, in pol se mi zablokira, ne. Ampak okej, se je v redu. To je Teja ustavi Teo Lumina, ker Teja Lumina je taka. No, in zdaj pridemo do tistega glavnega dela, ne, ke sem se z njo pogovarjala tako o tem njenem svetu in takih stvareh, ne.
da je v bistvu to moj problem, da zaradi tega jaz ne pritegnem dovolj takih strank, s katerimi bi bil res kvaliteten rezultat, da bi bile stranke prav. Glej, še enkrat, imam take stranke, me najdejo, me začutijo in pridejo. Ampak še vedno je večji procent tistih, ki ne vem, kaj pridejo, ne vem, kaj mislijo, da imam jaz magično palčko in bom jim rekla, bom jim govorila, kako je svetloba okrog njih in pol bo oni kar naenkrat prerojeni. Ja, ne, brez dela, brez dela ni jela. Pač tako je. Ampak vsekakor pa je moj proces zelo tak igriv, ne, pač jaz nekako, jaz znam na te težke občutke pogledati z neko lahkotnostjo, ampak vseeno pa moraš biti ti pripravljen se s tem soočiti, ne. Če ti bežiš proč od strahu, od žalosti, od jeze, od vsega tega, težko ti bom jaz pomagala. Če pa se ti si pripravljen s tem soočiti, pa te znam peljati po taki poti, da je igriva, zabavna, je težka, ja, logično, da je težko. Mislim, kdo rad si predstavlja sebe, kako bo umrl? Nobeden. Ampak, če si to vzameš z lahkotnostjo, pa predelaš, dobiš nekaj čudovitega potem ven iz tega. In to moram jaz bolj začeti komunicirati, ne, jaz imam to identiteto te pridne punčke, to sem govorila, ja. In nekako hočem, mi je težko ljudi spravljati v neprijetno situacijo in potem ful to neki vatiram, ne, se pravi, da zavijam stvari v vato, zato da bi bilo ljudem potem lažje. In ne naredimo nič dobrega s tem. In v bistvu Teja mi je rekla glih to, ne, pač bodi bolj jaz. Bolj taka nadrkana, ma ne nadrkana, bolj taka zajebana, ker taka je ona, ne, taka je moja avtentična energija. Moja osebna energija pa je pač ne, 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 jaz sem pridna punčka. In seveda pol s tako energijo pritegnem tiste, ki mislijo, da sem svetnica, ne. In to mi je smešno. Mislim, če ti lahko dam en nasvet, nobeden na tem svetu ni svetnik. Nobeden ga ni, niti papež ni svetnik, verjemi. Bog ti vedi, kaj dela tam v onem Vatikanu. Vatikan je svoja država, imajo svoja pravila. Ne moreš postati prebivalec Vatikana kar tako, tako da oni imajo znotraj bog ti vedi kaj. In vse to se govori o tem, ne, da je v Vatikanu svašta, tako da ne, niti tam niso svetniki, nihče ni svetnik, ko je na zemlji, ga ni svetnika, zato ker vsi delamo neke grehe. Vsi kdaj lažemo, vsi kdaj kaj prikrivamo, vsi kdaj koga zavajamo, vsi kdaj manipuliramo, če ne drugega, pa sebe. In v temu je mnogo ljudi, profesionalcev, torej, da sami sebi lažemo, pa se tudi jaz sama sebi lažem, ne. Ne, pa vse je v redu, pa vse je v redu. Ne, v resnici ni v redu. Ampak si rečem, ja, saj je dobro, saj je dobro. Zakaj? Zato, ker nam je to lažje, kot se soočiti z nekimi težkimi zadevami. Jaz bi dala vse, da bi lahko bila od jutri naprej taka, ne. Mislim, ne tako izgledati, ampak bolj v bistvu to energijo, ne, pač to zajebano energijo, tako, ki ne bomo tule neki se ujčkali pa neki šli, pač tako je in tako ni in čau in gremo v temo, gremo notri se boriti s hudičem, z našimi strahovi, z našimi negativnimi občutki in vsem tem. Ampak me je strah, tako da, okej, zdaj grem poiskat spet mojega mačka, če bo prišel. Pa bomo probali pol še to narediti. Okej, gremo zdaj v ta strah. Mene je strah, da če bi popolnoma, mislim, to mi je kar grozno pomisliti. Če bi popolnoma utelesila energijo te Lumina, kaj bi bilo najhujše, kar bi se lahko zgodilo? Ne vem, jaz imam kar ono, kar mi začne tako razbijati srce. Ker, okej, saj ni glih čisto taka, ne, to je naredil AI, to ni fotografija, ne, ampak bolj ta njena energija definitivno bi pritegnila prave ljudi. Definitivno bi pritegnila tiste ljudi, ki so pripravljeni. Ki so pripravljeni. Zakaj? Ker bi bila tudi jaz pripravljena, ne, zdaj nisem še pripravljena iti v to njeno energijo. Pač strah me je, v bistvu, česa bi me bilo strah? Pa že zdaj,
s to golo Slovenijo, pa tako, kdaj hočem kakšno kletvico kam napisati, ali pa tako kaj bolj predrzno narediti, kakšen opis, pa pol se spomnim vseh teh tet, starejših, ki so verne in me imajo za svetnico, ali pa teh moških, ki mislijo, da sem jaz ne vem kaj, ne, tudi neka svetnica. In pol čutim te njihove energije obsojanja, kot kako pa to Teja piše, ona pa se ima za neko poduhovljeno, pa kakšne so to besede, pa kako ona to razmišlja. In v bistvu me to ustavi, ne, kar je žalostno. Ne, to je žalostno, ampak to smo vsi v tem. Samo morda ti se zdaj še ne zavedaš, ker pač si še morda preveč tako v tej fazi pridne punčke, pač to ima dosti žensk, to masko. Um, Ker nekako imaš občutek, da če ne boš več ta pridna punčka, da boš izgubila ugled, dostojanstvo, um, spoštovanje in ja, boš to izgubila, definitivno. Ampak veš, pri komu boš to izgubila? Pri unih tam, ki so zblojeni, ki ne razumejo dveh stvari. Pri drugih pa ne, vsi ti drugi pa komaj čakajo, da vidijo to drugo plat, da se ne bodo počutili sami, da bodo videli končno nekdo, ki razmišlja kot jaz, ki pove tako, kot je, ki si upa povedati kakšno tako bolj drzno stvar in malček zbost tam, kjer ni treba. Um, Kaj bi bilo najbolj strašno, kar bi se lahko zgodilo? Pač bila bi jaz. Bila bi jaz. To je strašno. Ker, ker bi umrla moja stara identiteta, ne, tudi to. Umrla bi moja stara identiteta. Evo, zdaj si lahko predstavljam, da jaz umrem. Ok, evo, ta stara umre, končno. Ne, se hecam. Um, pa če sem umrla, recimo, ko sem si pobrila lase, takrat je umrla Teja, tiste Teje več ni. Tudi obnašam se drugače s kratkimi lasmi, ko sem se prej z dolgimi. Tako da v bistvu ne vem, tudi ko se preseliš, umre neka tvoja stara identiteta. Um, In zato so taki pogumne odločitve težke, glih zaradi tega, ker umre del naše identitete in to je za naš ego teror, ker ti zdaj postajaš nova oseba in ta tvoj ego ne ve, kdo je ta nova oseba in kako se bo ta nova oseba obnašala, kako se bodo drugi obnašali ob njej, ne ve in ego ne mara stvari, ki jih ne ve. On mora predvidljivost, kontrolo, rutino, da vse točno ve, da ve točno, kaj si bo ta mislil, točno, kaj si bo ta, ne pa da je ono, kaj si bodo zdaj drugi mislili, ne. In kadar pride ta občutek, kaj si bodo drugi mislili. To je za ego, ne vem, ne zanima me, nočem vedeti in gremo biti tako, kot smo do zdaj. Ne. Ampak danes smo dosegli en milestone, kako se reče po slovensko, mejnik, dva velika mejnika. Smo v tej moji trdnjavi nekje globoko, gremo globlje. Ok, zdaj se je nekaj odprlo. Prej sem omenila, ne, da to Teo Lumino vidim tam nekje v neki megli in zdaj so se pa kar odprle tako stopnice, take črne. In tako prav prišlo, tako, kot da bi šla v nek hudičev pekel. Tako pravno. V bistvu je prišel ta Game of Thrones, ki ima un tron, tale prestol iz nekih takih, kaj ne vem, neki meči, ne vem, nisem gledala, sam pač vem. Se mi zdi, da nisem gledala. Tako kovinsko neki pa vse tako. Ok, gremo dol. Tako ko hodim dol, zdaj smo še čez tak portal kovinski in je tak hodnik, take kamni so, po tleh so taki gladki kamni, ampak taki veliki, bolj kvadratni, ampak črni, taki v bistvu temni. Jo, kaj pa je? Pridi. 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 Aha, ti bi se zdaj igral, kot vedno. Lega, moj muca. Evo, on je primer hudiča v beli preobleki. Je res? Si ti hudič? Ti si hudič, ena sama zlobica si ti. Ampak tako sladka zloba, da ne moreš biti jezen na tega mačka. Ga moram počesati, preveč lak spušča.
Um, ok, gremo. Tudi stene so take opečnate, mislim, take kamnite, ampak taki temni kamni. Bianko, čakaj, zdaj se moram z njim malo igrati. Jaz sem občutek, da bo to ful dolgo, ne vem, nimam občutka, kdaj sem jaz to začela snemati. Ok, gremo. Zdaj bo sicer mogoče še me malo motil, ker on bi se tako on bi se rad igral v nedogled, pač pri njemu ni nikoli konca. Uh, počakaj, Miško, a lahko še pol ure počakaš? Ok. Gremo hoditi po tem hodniku, ampak tako ful odmeva, tako ko hodimo, ona hodi tako, ne. Pa itak ima neke petke. Pa tako prav uno, tako prav doni po tem hodniku. Jaz pa hodim tam z njo tako. Zdaj smo prišli do nekih vrat, ki izgledajo kot tak sef. Tako imajo prav tisti nek kovinski volan. In ko sem prišla do tam, je ona tako dala roko gor in je prav šla para ven. In taka modrikasta svetloba in prav tako uno, kot da so to hidravlična vrata. Bianko, moram se še malo z njim igrati. Ok, torej. Zdaj me je vprašala, če sem pripravljena, da ona odpre ta vrata in me pelje globlje, in pač sem rekla, ja, ne, kaj pa vam drugega. In jih je odprla tako na ven, in dobesedno je tako prav prišla para in taka modra svetloba. In zdaj gremo notri. In se sliši po zvoku, da smo prišli v neko večjo dvorano, ampak je ful megla notri. In je tak tudi malček hladen občutek. Zdaj pa smo prišli do nekih tipov rešetk, zgleda kot pač tako, taka vrata so, kot da bi bila, kot da bi bil zapor, ma ni to zapor. Samo so pač taka vrata, ne znam drugače opisati, pač imajo tako palce. In je dala notri neki ključ in se mi tako nasmejala, tako malo vzvišeno. Oh my god. In zdaj, ko smo še notri, ne vem, kako naj to niti opišem, ampak izgleda kot nek oltar cerkveni, kar mi je čudno. Ampak je tak, namesto vse zlato, je vse nekako v takem metalik črni barvi. Ful zanimivo. Jaz drugače ful nisem darkerka, pa tako, ampak no, dej, no. Zdaj pa pojdi malo spat, prav? Ma dej, no. Upam, da se ga vse sliši, ker ponavadi to Zoom zbriše in pol je občutek, izgleda, kot da se pogovarjam z zrakom. Ok, je tak nek oltar in je tudi kot neka miza, ki ima pa neko bel prt čez, tak ščipko nek. Scary. Oh my god, je rekla, naj se uležem na to posteljo, mizo. Kot da bo izvajala neko bred nad mano. My god, to je malo scary. Ok, zdaj. My god, to je malo scary. Zdaj me je ulegla, vidiš, to je tisto in tega se ljudje, dobro, vse ponovadi, kadar delam za druge kliente, ni vedno tako, ne. Ampak recimo, definitivno so mi taki pogledi najboljši, najbolj zanimivi, ko gremo tako v neke take svetove in ko se dogajajo neke take scary stvari. Ampak mene je dala uležt na mizo in mi je kot in mi je prerezala tlele, pač slekla me je in mi prerezala tle prsni koš, kot da je bila neka operacija varianta. Fora pa je, da, kdaj je bilo to? Ja, glih včeraj ali v ponedeljek. Glih včeraj sem jaz spet ta vzorec, ki sem ga prej omenjala, da ga nikakor ne morem najti, ne, in se je včeraj spet odrazil. In sem pač po dolgem času spet jokala, ne, ker sem mogla dati to ven. In sem videla svoje srce, kako je v bistvu meč v njemu.
In sem ga pol neki zdravila, ker je bil cel nek prerezan in sem ozdravila to srce in zdaj izgleda tako, kot da mi ona hoče dati to srce nazaj notri. Ok, reka, da ja. In dejansko, oh moj bog, ko je odprla moj prsni koš, sem jaz zagledala notri en tak majhen črn srček. In ona je to zdaj odrezala in mi je dala v prsni koš srce. In v bistvu včeraj, ko sem to predelovala, je bilo tako, da je, ko sem dajala svetlobo v to srce, da so se spet povezale vse te celice in vse to, da je stekla ta energija, je potem v bistvu začelo to srce utripati in tako kot je utripalo, so šli valovi, ne? In to je ta magnetizem. Oziroma na tak način ti s svojo energijo kličeš tiste prave ljudi, ker ustvarjaš neko vibracijo, ustvarjaš neki, Bjanko, ustvarjaš neko valovanje in s tem valovanjem, valjda, določene ljudi jih prevrneš, ne, in tisti ratejo tvoji sovražniki, ampak določeni ljudje pa prav rabijo to valovanje, da jim to ladjo, na kateri so, ne, če si tako predstavljamo, da končno oni občutijo nekaj, ne, ker če si ti na majhnem gumenjaku, ne, sredi morja, boš za vsak val tako šel, ne, če si pa ti na uni orank ladji, tisti, ki je težka, ne vem, 10 ton ali še več, 100 ton, valov sploh ne čutiš, ne, ker je ladja tako težka. In tako močna. In v bistvu taka valovanja, potem te ladje, glej, čutimo, da smo na morju, ne. Oni vsi ljudje, ki so po teh bogih čolničkih, pa jih zvrneš, pa ti pol pač mečejo drek v obraz, ne. Wow, to mi je ful zanimiva prispodoba. To je ful dobra prispodoba, dejansko. Kako nastanejo ti negativni komentarji in vse to, in zakaj pride do tega, kadar si avtentičen, zakaj dobiš toliko hejta. Glih zato, ker oddajaš tako močno vibracijo, bum, bum. In evo, recimo kot zvonovi v cerkvi, ne. Tisti ljudje, ki tega ne marajo, začnejo zvoniti zvonovi in jim gre na živce tisti zvonc. Tisti ljudje, ki pa so verni, ne, pa, Maša se je začela molitev, gremo molit Bogu. Ne, in na podoben način. Pač za vsako stvar boš vedno našel sovražnike, bolj kot si drzen, bolj kot si svoj, več sovražnikov boš imel. Ampak vedno boš imel, procentualno boš imel vedno več podpornikov, samo vedno več ne da boš imel vedno več sovražnikov, ampak vedno več sovražnikov bo postalo bolj, bodo prišli bolj v ospredje, ne, ker zdaj, dokler si ti v tem varnem balončku, tam pride kakšen mimo, ki ti kaj reče ali pa te vznemiri ali pa kaj takega, ne. Ampak ko pa ti prebiješ ta balonček, pa res začneš oddajati to vibracijo, ustvarjaš valovanje in s tem valovanjem razjeziš ogromno ljudi, ne. Mišek, daj no. Daj, da naredi to operacijo do konca. Zdaj, dala je to ozdravljeno srce notri, ampak je ful preveč veliko. Nekako je preveliko, tudi aorte in arterije, te moje so take in od srca so take, ne, kako da bo, kako je, kaj bomo pa zdaj naredile? Je rekla, da moram postati večja oseba, tako da zdaj me je v bistvu, mi je dala to srce pač nazaj ven in vidiš, že to, ne, ko jaz take stvari govorim, pač ljudem je ponavadi to scary, mislim, kaj ta Tea dela? Ma v bistvu nič, igram se z domišljijo, porco dio. Pa še rima se, evo. V glavnem, rekla je, da moram iti postati večja oseba, okej. Oh my god, zdaj sem šla pač, ti hladilniki, ko imajo stekleno, ki so pač za te avtomate pa to, taka neka soba, mislim soba, neka taka komora je bila in ona me je peljala notri in v bistvu jaz sem zdaj ratala tako velika, da ne morem več ven. Kaj delaš ti, Alumina? No, izgledaš amatersko. Zdaj me je tako pogledala, jaz amatersko.
Pa dobro, no, zdaj se nekaj dela norca, zdaj pa neke številke stisnila in zdaj sem pa kot ena palčica. Um, aha, je rekla, da to je bila kalibracija, ok. Veš, ko imaš printer, pa moraš najprej svetle barve, pa pol temne barve, verjetno nekaj v tem kontekstu. Uh, zdaj sem pa tako visoka kot ona. Miško? Ok, dajmo zdaj pogledati to mizo. Zdaj pa to paše lepo notri, ne? Ok, ona mi to zdaj vse zašila in zdaj me tipo oživlja, saj sem živa sem. In zdaj sem kar naenkrat dobila barve. Saj sem bila prej že tudi pobarvana, nisem bila bela, ampak taka, kot da je v bistvu začela žareti neka svetloba. In tudi začela sem tako dihati, kot da bi na novo se, kot da bi v bistvu se zbudila iz nekih sanj. Ok, zdaj me je dvignila in sem tako omotična in mi je dala nekaj za pit, kot neko vodo. Zdaj sem kar tako, brez energije. Taka malo omotična. Zdaj pa je tako bilo, kot da bi, tako sem naredila, tako, kot da bi prišla ven iz neke vode, tak je bil občutek, kot da, in tako sem jo pogledala prav s takim pogledom, kot, hvala ti, hvala ti. Zelo zanimivo. Ok, zdaj ona ful vesela, me tako še ploskala, poriti, kot čap, čap, gremo, gremo, gremo. Zdaj pa ful taka, ponosna, da je končno uspelo dati, ne vem, svoje srce v mene ali neki. To bo proces transformacije. Zdaj smo si prav podobne, prav smo se tako pogledali in si tako obe pomežikali in zdaj tako le bombico, kot v bistvu, kot v smislu, zdaj pa smo pripravljene iti za res. Zdaj se tudi vidim tako kot ona. Nisem več tako. Je rekla nekaj v smislu, ja, Teja, še boš padla tam dol, ampak bomo že. Važno, da imaš to moje srce. Okay. In zdaj sem objela in tudi, vidiš, sem se pravno zjokala, ker to srce, s tem srcem je ful dolga zgodba, ne. Ok, tako, iskreno, kako se zdaj počutim, cela izkušnja je bila ful zanimiva. Čutim, da se je nekaj premaknilo, ampak ni še tega čutiti tako polno, ampak tudi zato, ker zdaj imam razum ful vklopljen. Pač snemam, gledam se, razmišljam, maček mi teži in tako naprej. Ampak v parih dneh se pa zna zgoditi, da se bo zgodil neki velik preskok notranji in bom tudi začela drugače komunicirati. Tega se pa veselim, to me pa zanima, ker itak vem, da je lahko še boljše, in tudi vem, da bo marsikdo rekel: Tja, ti si se tako spremenila, pa zakaj si se začela tako obnašati, zakaj nisi ostala pridna punčka? Ampak to govori hudič, to so besede hudiča. No, hvala ti za tvojo pozornost, in hvala ti, da si proslavila tole novo poglavje oziroma tale nov mejnik z mano. Zdaj pa imamo tulele, prej je bil neki kaktus, zdaj pa imamo tulele ocean oziroma morje in samotno drevo na rtu. Jaz bi to rekla, da je simbolno glih to, ker je v bistvu v ozadju megla, kot da se je megla odstranila in zdaj vidim to svojo veličino tle na robu nove cone udobja. Zdaj pa gremo v morje. Ok, kul, no, hvala ti in se vidimo kmalu. Čau.